vidite, imamo tukaj kar močno, tudi bolj ali manj znano ekipo Nove Slovenije. Nova Slovenija je sestavila svoj strokovni svet ali bolj poznano vlado v senci. Želimo, da se pripravimo na naslednje volitve, hkrati pa seveda spremljamo aktualno politično dogajanje, se na njega odzivamo, dajemo predloge, ker Nova Slovenija želi biti tudi proaktivna stranka. Nekaj od tega smo v teh dneh že izvedli, nekatere stvari še bomo, kot na primer vložili smo zakon o prostovoljnem članstvu v Kmetijsko-gozdarski zbornici, sprožili smo razpravo v odboru za kmetijstvo o lesu oziroma o kako naj Slovenija deluje na področju lesarstva, da bo bolj izkoristila svoje naravno bogatstvo in imamo še nekatere druge predloge. Našo ekipo sestavljajo izkušeni posamezniki, strokovnjaki, ki in mnogi ali pa večina izmed njih ima tudi politične in vodstvene izkušnje. Naš program v prihodnosti bo močno temeljil na družinski politiki in pa na spodbujanju gospodarstva, odpiranju novih delovnih mest in tem področjem bomo v prihodnosti namenili tudi veliko pozornosti. Predvsem pa menimo, da ne samo novi davki zavirajo gospodarstvo, pač pa tudi mnoge administrativne ovire. Zato bomo našo pozornost namenili odpravljanju teh administrativnih ovir na področju gospodarstva, na področju infrastrukture in tudi na drugih področjih. Naše delovanje izhaja tudi iz izkušenj oziroma iz obiskov na terenu. Nova Slovenija se vsak mesec odpravi na teren, kjer obiščemo gospodarstvenike, župane, podjetja. Skratka, na terenu slišimo za mnoge probleme, težave, s katerimi se srečujejo naši državljani, tudi tisti, ki želijo vlagati v gospodarstvo, v nova delovna mesta, pa jim žal mnoge administrativne ovire to preprečujejo oziroma postopki trajajo precej dolgo zaradi tega in na ta način izgubljamo delovna mesta. Sedaj pa še nekaj besed o naših ministrih v sencih in ministricah seveda. Kot vidite, Nova Slovenija misli tudi na ženske oziroma, da bo naša ekipa bolj uravnotežena. Več si boste prebrali sami, saj ste dobili literaturo na to temo. Trenutno se še nam ni pridružil gospod Matej Kovač, ki je predsednik strokovnega odbora za finance in gospodarstvo. Naj povem, da so to samo predsedniki strokovnih odborov. Vsak predsednik pa ima tudi svojo ožjo ekipo. In Novi Sloveniji se veliko opiramo prav na naše strokovne svete, kajti veste, da imamo v parlamentu samo 4 poslance, tako da smo kadrovsko omejeni, tudi strokovno pomočjo smo kadrovsko omejeni in prav zaradi tega potrebujemo močne strokovne svete, na katere se opiramo pri sprejemanju zakonodaje in pri vlaganju različnih drugih predlogov. Tukaj imamo združeno strokovni odbor za finance in gospodarstvo, ampak od zadaj stojijo tako gospodarski kot finančni strokovnjaki. Žal so razmere v Sloveniji tudi takšne, da nekateri pač v tem trenutku ne morejo se javno tako zelo izpostavljati, vendar strokovno pa delujejo na našem področju. Potem magister Matej Tonin, predsednik strokovnega odbora za notranje zadeve in javno upravo, poznate ga kot vodjo poslanske skupine Nove Slovenije, zelo aktivnega poslanca, lokalnega politika, čeprav mlad, že z mnogimi izkušnjami, tako da menim, da bi to področje lahko odlično vodil. Potem imamo podpredsednika Nove Slovenije, gospoda Aleša Hojsa, ki je predsednik strokovnega odbora za obrambo. Ni treba dvakrat poudarjati, da se je že izkazal kot minister za obrambo, ki sicer je imel zmanjšan proračun, vendar je izvedel mnoge racionalizacije v okviru Slovenske vojske, tako da je na ta način lahko izvajal tudi druge projekte, predvsem pa je
zelo dobro vodil Ministrstvo za obrambo in izvedel mnoge racionalizacije na tem področju in tudi mnoge dobre ukrepe. Jožef Horvat, predsednik strokovnega odbora za zunanje zadeve in zadeve Evropske unije. Kot veste, je poslanec Jožef Horvat, že poslanec v drugem mandatu od 2004 do 2008, je bil tudi vodja poslanske skupine Nove Slovenije. Sedaj je bil eno leto predsednik odbora za zunanje zadeve in pa sedaj je predsednik odbora za zadeve Evropske unije. Torej mu ne manjka političnih izkušenj in ima tudi mnoge vodstvene izkušnje in verjamem, da bo lahko kot zunanji minister odlično deloval. Potem imamo gospo Ivo Dimic, našo poslanko, ki pokriva tudi odbor za kmetijstvo in okolje v državnem zboru, zato je imenovana za predsednico strokovnega odbora za kmetijstvo in okolje. Nekoč smo imeli že predsednika tega odbora v državnem zboru in mnoge druge strokovnjake z tega področja, ki nekako sestavljajo našo ekipo za kmetijstvo in okolje. Kot sem že prej dejala, smo tudi vložili zakon o prostovoljnem članstvu Kmetijsko-gozdarski zbornici, imamo pa nekatere druge načrte tudi v prihodnosti. Dr. Janez Lavre, doktor medicine, predsednik strokovnega odbora za zdravje, že sedaj je član našega izvršilnega odbora, član strokovnega odbora in pa tudi direktor bolnišnice Slovenj Gradec, ki je ena izmed najboljših bolnišnic v Sloveniji in jo tudi uspešno vodi. Torej mu ne manjka oziroma ima veliko strokovnega znanja in pa tudi vodstvenih in političnih izkušenj. Magister Cveto Uršič, predsednik strokovnega odbora za delo, družino in socialne zadeve, bil je tudi direktor direktorata za invalide na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v nekaterih drugih mandatih, sicer pa izvrstno pozna problematiko z tega področja, že sedaj je zelo dobro vodil naš strokovni odbor in pa pripravljal tudi naš volilni program, zelo aktiven na različnih področjih, predvsem pa človek s socialnim čutom. Tako da usposobljen strokovnjak in močno računamo na njegovo znanje, na njegovo strokovnost in druge pozitivne kvalitete. Magister Franca Puder, predsednik strokovnega odbora za infrastrukturo in prostor, v mandatu 2004-2008 je bil že poslanec državnega zbora do 2006, celo nekaj dni vodja poslanske skupine, vendar potem, ker se je vrnil magister Drobnič med poslance, zato potem ni bil več poslanec, sicer pa ima vodstvene izkušnje tako na lokalnem nivoju, kot tudi v različnih organizacijah. Že sedaj opravlja tudi vodilno delovno mesto, tam, kjer je zaposlen, strokovnjak za področje infrastrukture, gradbeništva, tako da njegovo znanje zagotovo je primerno in njegove izkušnje, tako politične kot strokovne, so primerne, da bi lahko uspešno vodil ta resor. Dr. Alenka Šverc, predsednica strokovnega odbora za izobraževanje in šport, tudi v mandatu 2004-2008 je bila že državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje pri dr. Zveru, sicer tudi strokovnjakinja za različne evropske projekte, torej ima strokovna znanja, ima tudi vodstvene izkušnje, politične izkušnje, prej je bila tudi 2 leti podpredsednica Nove Slovenije, zato ima tudi svojo strokovno ekipo, zato menimo, da je zelo primerna za vodenje tega odbora. Irena Vadnjal, predsednica strokovnega odbora za kulturo, mogoče malo manj znana, pa vendarle se sama ukvarja s področjem kulture že od študentskih časov, tako da to področje pozna, izredno dobra organizatorica, tudi bivša vodja kabineta na Uradu za Slovence zamejstvu in po svetu, tako da sem imela v enem letu priložnost in čas poznati njene organizacijske sposobnosti, njen smisel za vodenje kabineta in tudi širše delovnega kolektiva in pa
nekdo, ki mu je pri srcu slovenska kultura, jezik in je zelo čuteča za družbeno dogajanje v Sloveniji. Gospa Mojca Kucer Dolinar, predsednica strokovnega odbora za pravosodje, tudi v mandatu 2004-2008 oziroma nekaj časa ministrica za visoko šolstvo, v prejšnji Janševi, v zadnji Janševi vladi tudi nekaj časa državna sekretarka za pravosodje in javno upravo, mestna svetnica v občini Ljubljana, predsednica mestnega odbora Nove Slovenije Ljubljana, predsednica ženske zveze, skratka ženska, ki ima tudi kljub mladosti veliko političnih izkušenj, znanja in tudi vodstvenih izkušenj, zato menimo, da bo to področje lahko odlično vodila. Matjaž Longar, predsednik strokovnega odbora za Slovence zamejstvu in po svetu, bil je že državni sekretar za to področje, opravljal je različne funkcije, bil je generalni konzul in pa imel je druge naloge na področju zunanje politike, torej zelo dobro pozna področje delovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu. Lahko rečemo, da je tudi strokovnjak za to področje. V Novi Sloveniji so Slovenci v zamejstvu in po svetu izredno pomembni, ker menimo, da vsi smo del istega naroda, da je to povezovanje izredno pomembno in da je treba Slovencem v zamejstvu in po svetu izkazati vso pozornost in jih povezovati z matično domovino.